Malo pričakuješ, veš, kaj bo, malo pa tudi ne veš. Ne? Veliki artistov, ki se zadnje čase ne pustijo slikati. Ne? Eden izmed najbolj znanih je. Tako da tukaj ta biznis je kar brutalen. Ne? No, business life, show business. Mick Jagger ima tvojo fotko na Facebooku. Se pravi, to je ena taka tvoja, deva reči v navednicah, spet otroška želja. Ne? Tako sem začel letala slikati, preko tega sem pa pač dobil dostop do letenja. Ampak 3 leta nazaj pa si pa doživel letalsko nesrečo. Moje šanse po zdravniških zagotovilih so bile negativne za preživetje, tako da tukaj sem, živim, diham, gremo dalje. To je tisto, kar mi je zelo ostalo. Gosta današnje epizode sem prvič srečala pred 20 leti. Z možem sva bila na afterpartiju v Atlantisu, ko je pristopil in vprašal, ali naju sme fotografirati. Pojma nisem imela, kdo je. Ko Miro danes pristopi, vemo, kdo je. Odličen koncertni fotograf, ki skozi oko kamere ujame trenutke, za katere sploh ne veš, da so se zgodili. Pa si bil na koncertu. Dober je in to v svetovnem merilu. Njegovo kariero je za nekaj časa grobo boleče prekinila letalska nesreča, v kateri je skoraj da izgubil življenje. Sprašujem se, kako je zreti smrti v oči in kako po takšni izkušnji gledaš na življenje. Kako vidiš skozi lečo fotoaparata? Je kaj drugače? In kako to, da še vedno pilotira? Z mano je fotograf Miro Majcen. Miro, živjo. Zdravo, živjo. Hvala za povabilo. Sem vesela, da si se odzval. Ne? Z veseljem največjim. Malo sva se lovila, ampak to je tako, če je človek ful zaposlen. Ne? Ja, pride, taki dnevi. Jaz sem te sicer že napovedala, ampak tako kot vsakemu gostu, bom tudi tebi dala priložnost, da ti sam poveš, kdo si. Kdo je Miro? Miro je Miro. Miro rad gleda v zrak in Miro rad leti. In ko leti, gleda na tla in razmišlja in uživa, in Miro je fotograf, in ki rad beleži trenutke, da ostanejo večni. Ok. Povej mi, si koncertni fotograf, ne? Kako, videl si tako, da verjeten ful enih koncertov, ampak če greva čisto na začetek, kako se je vse skupaj začel in zakaj glih koncerti? Ja. Začel se je zelo čudno, v resnici nepričakovano, kar se mene tiče. Jaz namreč sem začel prej slikati letala, ne, preko tega. Ampak potem sem imel pa prijatelje, ki so hodili na koncerte, mene to takrat sploh ni toliko zanimalo. Ne. Sem v glasbo prišel kasneje, bi se rekel. Ogromno skozi fotografijo, nekaj malega tudi ob tabornem ognju s kitaro, v srednji šoli in podobno. Ampak prijatelji so začeli na koncerte hoditi, so rekli, da je pet zraven, jaz sem aparat in potem sem šel in začel slikati, nisem seveda vedel, zakaj gre. Koliko si bil star? To je bilo tam, recimo, na začetku, po srednji šoli, recimo na začetku faksa, ta varianta, ne? Tako nekako se je začel dogajati. In potem sem začel zraven hoditi, prijatelji so imeli bende, pa sem tam zraven hodil, pa slikal, pa se učil. Ne? Vse veš, če danes pogledam tiste slike, bi rekel, kdo je to slikal? Ne? Ampak tako je. Ok. Pa si kdaj šel štet? Koliko koncertov? Koliko fotk, kakšen je tvoj opus v teh 25 letih dela, si rekel? Prav štet nisem šel, ker nisem te evidence delal od začetka, pa mi je zdaj žal, mogoče, če bi se bolj sistematično tega lotil, verjetno bi, ne? Ker bi bilo zanimivo. Ampak v tistih najhujših časih sem delal tam okoli 100 koncertov na leto, recimo, včasih tudi 3 na en večer, ne? In pa je bilo ogromno laufanja, tok nekako se je nabrala, ne. Pa verjetno še kakšen zraven, no, tako, če štajem še festivale in razne vaje bendov, tonske vaje in tako naprej. Veliko. Koliko časa pa pravzaprav porabiš za to, ko greš slikati nek koncert, se pravi, menil si tonske vaje in tako, se pravi, to ni uno, koncert se bo začel, ti se postaviš pod oder in fotkaš. Ja, ne, čisto odvisno. Za nekatere je tudi tako, kot si rekla, predvsem za neke večje bende, skupine, ker nas fotografe pač zelo omejujejo, ne? Kaj lahko počnemo, takrat pač pridemo pod oder, oni nam povejo,
časa imate toliko pa toliko, ali sta to prve 2 pesmi, prve 3, včasih mogoče kakšna več. Govorimo o svetovno znanih skupinah, ne, ki so po nekih svetovnih evropskih turnejah. Tam nas običajno zelo omejujejo časovno in potem nas po tem času pospremijo ven v nekih drugih projektih, ne, bomo rekli bolj lokalne narave, ali pa če sodeluješ z bendom, takrat si pa več ali manj cel dan z njimi. Ne. Spravi, greš na pot z njimi, na tonsko vajo, potuješ z njimi in tako naprej. Tam pa potem delaš ne samo koncertno fotografijo, če tako rečemo, ampak delaš reportažno fotografijo. Spravi, beležiš, kaj se tam dogaja. Ne. Tako da jaz bi rekel, da je koncertna fotografija pol samo en del cele te reportaže, ki jo pripraviš, ne, če jo zelo specifično hočeš opredeliti. Pa če bi te vprašala, kjer del tvojega dela ti je pa najljubši? Zelo enostavno odgovor. Tiste 2 minute preden se začne, ko se že malo tema naredi, ko veš tiste, ko gre muska dol, ko začnejo ljudje žvižgati, ko vidiš, pogledaš rodije, kitare držijo, ko čakaš, ko malo pričakuješ, veš, kaj bo, malo pa tudi ne veš. Ne. Malo si živčen, malo si ne, a bo kaj, kar me bo presenetilo, a imam vse pripravljen, ampak to je tisti last moment adrenalin. Ne. Verjetno bi pevci enako rekli, ampak ali pa skupina, band, člani skupine na drugi strani odra. Ne. Mi pa od spodaj čakamo, gledamo, razmišljamo, kaj bo. Včasih se obremenjuješ, ker veš, kaj se bo zgodilo, sploh pri večjih skupinah veš, da bo mogoče nekdo prlavful pa skočil, pa se pa to ne zgodi. Pričakuješ, pa imaš mogoče backup varianto. Včasih se kaj zgodi nepričakovano, v zadnjem momentu te premaknejo z leve na desno in si pol vas. Ne. In imaš čist drug kader pol. Ja, ampak pride z leti tudi ta praksa. Ne. Tako da, ja, ampak te zadnjih par minut, ne, takrat si v enem tem svojem svetu in si tam, pa nisi tam, bi jaz rekel. No. Tako čakaš. Bolj zanimivo. Nikoli nisem pomislila, da bi recimo, da ima fotograf tudi tak moment, ko je v pričakovanju in ko ga pravzaprav v navednicah skrbi, da bo zamudil kakšen trenutek, ki se bo zgodil. Ne? Ja, se to je kar stresno lahko. Čeprav pol si rečeš, zdaj, če bom jaz čakal na en trenutek, ga bom sigurno zamudil, ker ne bom nekaj drugega videl. Ne? Tako da po eni strani lahko deluješ obrtniško, kar moraš, ne, ker je to vseeno posel. Po drugi strani moraš pa delovati kot fotograf, ne, se pravi umetniško rečva temu, ne, ali pa fotografsko, kakorkoli, se pravi, da znaš, da iščeš tudi zanimive kadre, ne. Čisto odvisno, koliko imaš časa, pa kaj je tvoj plan dela za tisti dan. In kjera fotografija te bolj polni? Definitivno tista, ko vem, da imam slike, ki jih lahko uporabim za eno in drugo, ne. Se pravi, okay. Ko imam kljukico narejeno. Ne? Jaz vem, da moram neke stvari pripraviti, da grejo recimo v medije, da grejo v spletno stran, da grejo v neke take, bomo rekli, klasične objave. Imam pa tudi čas, da se igram, ne? Ali pa da delam nekaj, kar imam v glavi, da bi rad naredil. Ne? Takrat ta kombinacija tega, pa mešaš, enkrat malo tako, to se hitro lahko menjava. Če bi me kdo gledal, pa posnel, po mojem zgledam smešen, zato ker skozi skačem, skozi sem v poziciji, skozi menjaš aparate, gledaš v aparat, opazuješ okolje, in so kaj ni ptiči tisti, ki ga vidiš, ki gleda okolje, kaj se okoli njega dogaja. No? Tako nekako se sam sebe predstavljam. Ne? Pa še malo hitiš, malo počepneš, malo laufaš, ne? Tako probaš nekako, čeprav včasih se moraš pa pol ustaviti, pa si reči, ok, ne, kalma, ne, prehiter si, preveč delaš, umiri se in skoncentriraj se. Tudi taki trenutki pridejo, tudi po teh letih še zmeri. Je adrenalin. Veš kaj, naslednjič, ko bom na kakšnem koncertu, bom prav pozvala fotografe. Ker tole mi je zdaj čisto prvi slišam. Mislim, nikoli nisem bila pozorna na to. Mora biti zanimiv. Mogoče te ujamem, Keti, posnamem, pa boš videl. Story. Čeprav ponavadi nisem toliko pod odrom, vedno izbereva kakšno pozicijo za toncem. Tam se mi zdi ponavadi, da je tudi najboljši zvok. Ponavadi, ja. Tako da mi take stvari pol uidejo. Eno vprašanje sem imela, ki mi je zdaj seveda pobegnilo, ampak upam, da se ga spomnim. Pa bom raje vprašala še zdaj, a ti je žal, da si kakšen koncert zamudil, za kakšnega glasbenika recimo? Ne vem, mislim, če imam vpliv na to, da sem ga zamudil, mi je verjetno, ne? Če pa nimam vpliva na to, da pač nisem dobil akreditacije, da nisem mogel iti, pa pač gremo naprej, bo že še prilika recimo. Ne? Ampak ja, ne vem, Princa nisem nikoli slikal, ne? Pa bi ga z veseljem, ne? Ampak je bilo težko, ker ni pustil, ne? Daj povej, kaj v tem. Stvari.
veliki artistov, ki se zadnje čase ne pustijo slikati. Ne? Eden izmed najbolj znanih je Bob Dylan. Bob Dylan pravi, mene ne bo noben slikal in tudi na njegovem koncertu je vse prelimano z navodili, da se ne sme slikati. Tudi s telefoni. In on reče, pač ne boste me slikali, nočem, tudi luč je temu primerna, taka čudna, neuporabna, in potem na koncu reče, no, zdaj me pa slikate, pa ugasnejo luč na odru. To take hece dela. Te ljudje, tudi recimo Eric Clapton ni največji fan fotografov, namreč mi za vsako fotografiranje teh velikih skupin dobimo na tako nalepko, ki rečemo fotopas, Običajno je to taka nalepka in pa si jo tle nalimaš, oziroma imaš tle obešeno okoli vratu. In Eric Clapton, za njega velja ena taka anekdota, bi se dva fotografa stepla pod odrom. In od takrat naprej on rekel, mene več ne bojo ljudje slikali pod odrom, ker me to moti. Onova sta se tepla verjetno za pozicijo. Prišlo do tega, čeprav moram reči, da nisem velikrat tega videl, tacga komolčenja, ker smo le profesionalci tam od spodaj, v večini primerov. No in on je potem naredil akreditacijo, ki zgleda v obliki usmrtnice s črnim robom. In piše samo Eric Clapton gor in to je to. Bela s črnim robom. Zdaj, ali to pomeni, ali je to sporočilo fotografom, ali je to kakšno drugo sporočilo, ne vem, ampak pač Eric Clapton ima tako akreditacijo. Enostavno pač nas pusti slikati, ampak zelo, 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 zelo daleč. Na sredini, tako kot si rekla, pri mix pultu. Mi rečemo temu front of house, pred to malo hiškico. Kar je v redu, ker si tam, lahko ga slikaš, ni pa v redu, ker je vse daleč, naravnost, prisiljeni smo uporabljati teh ogromnih objektivov in tako naprej. Daleč od tega, da bi ta slika pa še bolj v tisto obrtniško kategorijo, zato da jo imaš. Nimaš pa niti časa, ker te zelo časovno omeji, 1 ali 2 komada, pa vsi imamo enake slike več, manj, ker smo na isti poziciji, na 100 metrov daleč. To je neuporabno. To je tisto vprašanje, ki sem ga prej imela, pa ga pozabila, evo, zdaj prišlo nazaj. Rekel si, da nisi doživel živo nekega komolčenja za pozicijo, sem pomislila, na to, veš, če nekdo opazi, on ima pa zdaj tam letale kot, se to pa dobra fotka, hop, pa skoč tja, to delamo. Ja. Mislim, velikrat se zgodijo neke te stvari, ki mogoče so tako nenamerne, veš, nekomu po nesreči skočeš, ga rukneš. Včasih nas je 15 v zelo majhnem prostoru ali pa 20. Pol se običajno dogovorimo, da ne nosimo torb sabo in take stvari. Pač neka profesionalna etika obstaja. V koncertni fotografiji oblečeni smo doskrat v črno, in to čim manj izstopamo, sploh če hodimo po odru in tako naprej, se pričakuje, da si oblečen v temno, da nisi ti v neki zeleni, rumeni majici, ki se te bolj vidi kot pevca, recimo. Tako da to so stvari nekega pretepa, komolčenja. Običajno se zagrebemo za pozicijo, za katero mislimo, da bo. Nick Cave pravi, slikate me lahko samo en komad, takrat nimaš časa za razmišljanje in greš tja in je borba, ampak ni zdaj to tako komolčenje, ampak je borba, ampak si na končni fazi se stiskamo in tako, ampak pač včasih je pač to tudi posel. Zanimivi detajli, nikoli ne bi pomislila, da moš pa na odru pač seveda biti neopodljivo oblečen. Sej logično, ampak pomislila pa ne bi. Je kar ideja. Nekateri to tudi zahtevajo. Se razume, če si v tem poslu kot profesionalec, ampak nekateri pridejo pa v belem gor, kar pa pol seveda sekavan. Lahko te kdo grdo gleda. Kaj pa so neke običajne zahteve teh zvezdnikov večjega formata, kaj fotografi morate izpolnjevati? Dobite kakšno pogodbo? Ali kako čisto odvisno. Ali delaš za to skupino, se pravi si njihov, ali pa si samo narekovaju press fotograf. To pomeni, da ti oni odobrijo en čas, v katerem si lahko tam, da slikaš prve 3 komade, običajno takrat ni nekih omejitev, razen teh časovnih, oni so pač tam, naredijo svoje, ti narediš svoje, greš ven in to je to, in potem greš gledati koncert. To je to. Dobimo dostakrat pogodbe, kjer piše, da pač fotografije ne bodo uporabljene za kakršne koli druge namene, kot je recimo editorial uporaba, se pravi za namene poročanja o tem koncertu in tako naprej.
Zakaj pa to ne, oprosti? Oni ščitijo svojo blagovno znamko, ne, to je posel, to je vse hardcore biznis in oni ščitijo sebe, svoje ime, svojo podobo, svojo blagovno znamko in pač s tem kontrolirajo, kaj je. Čeprav po drugi strani, če pa pomislimo, kdo je za mojim hrbtom, ko slikam v prvi vrsti ljudje s telefoni, ne, ki pa nič ne podpišejo in imajo pa vse. Ne, tako da tukaj se mal stvari, včasih so mal nelogične do neke mere, ne. Sprav, on lahko dela sliko vse, jaz pa, ker sem ta profi, pa se trudim, da bo artist lepo zgledal, pa me omejujejo. Ne? In jaz, če grem v drugo vrsto med ljudi z nekim majhnim aparatom, bom glih tako naredil lepo sliko. Evo ideja. Ne, to je, ja. Tam se moraš pa fejst komu učiti. V glavnem, tako da tukaj ta biznis je kar brutalen. Ne? No business like show business. Ja, tako pravijo. In ja, tako da tukaj, kar se tiče pogodb, je to, ko pa delaš za skupino, ne, tam imaš pa itak dogovor, kaj, kako, na kakšen način. Tudi vse slike grejo večinoma v odobritev. Aha. Ja, tam dobiš navodila, kaj ja, kaj ne, oziroma predvsem kaj ne, kaj si ne želijo. Ampak se pričakuje na tem nivoju, da živeš, da mora artist lepo zgledati, ne, da moraš paziti, da nima na pol odprtih oči. Take osnovne stvari, ne. Ne, to so fail slike. Ne. Vsi se spomnimo primera Beyoncé, ki so jo slikali na Super Bowlu in so športni fotografi, ki so to pokrivali, z rafali streljali na nastop in ona je plesala, lase so bili in potem so ustnice letele po svoje v kadrih in tiste slike so šle v sekundi v svet po žici, ne, ker je to vse real time objavljeno in ona je potem rekla, ne bo več fotografov na moji turneji in jih ni bilo od takrat naprej. Tako da take omejitve potem pridejo. Ne. V bistvu, ful sem presenečena, da morate slike, ki jih naredite na koncertu, dati vse v... Če delaš za glasbenika, če delaš za artista. Kot pres pa ne rabiš. Kot pres se je pa tudi to začelo zdaj dogajati. Bom dal 2 primera. Eden je Bryan Adams. Nekaj časa ni tega počel. On zdaj pusti slikati samo en komad iz tega prostora pred odrom, mi rečemo pit, ne, med ljudmi in odrom. En komad iz njegove leve strani. Okay. In potem smo mu morali poslati 15 fotografij, on jih je 6 izbral. Naslednji dan smo dobili, to je, kar je žalostno, ne, glede na to, da je fotograf, ne, da te omejitve. In vsi smo imeli enake slike, ker luč je bila pa neuporabna. Tako, tehnično je bilo slabo. To je bilo Leni Krevic, recimo letos poleti, tudi si zaželel videti naše fotografije pred objavo. Tako da Duran so tudi to želeli. Tako da tukaj, to se zdaj očitno začelo dogajati na ta način. Ne? Ampak oni so pač lastniki tega koncerta, tega šova in take it or leave it. Žal nimaš druge. Ne zahtevajo pravice za te slike, ne? Upoštevajo, da smo mi tudi na drugi strani artisti, ki pač moramo živeti, ki skrbimo za njih in tudi za sebe. Absolutno, in pustijo potem to uporabljati, ampak želijo pa imeti svojo podobo. Ne. Eni se pač ne marajo z odprtimi usti, eni imajo radi malo bolj zaprta, oči, profile in tako naprej, se vsi poznamo te štose. Pa je pa čisto odvisno. Zdaj, ali to gleda artist, ne vem. Poznam recimo primer skupine Killers, ne, kjer Brandon pevec sam pogleda s fotografij slike po koncertu. Oni ga poslikajo nekaj pesmi in on jih potem pogleda z njimi in reče ja, ne, na ta način. Ne. Pa ne delajo za njega. Tega je ogromno. Ne. Veliko je pa tudi takih, ki sploh več ne pustijo slikanja uradnega. Imajo svojega fotografa. Taylor Swift recimo še zmeraj pusti. Okay. Ja, Ed Sheeran, ki je največja, bom šel mal na te velike pop zvezde. Taylor Swift, ki je zdaj največja, ona je pustila, ne, ampak ena pozicija fotografije, spet oddaleč, ne, od blizu skoraj ni več tega. No, tako. Rolling Stones navadne fotografe pustijo slika 2 pesmi, tako na ta način, spet oddaleč. Ne. Dua Lipa ni pustila nobenega fotografa, zdaj, ki je bila v Puli, recimo, poleti. To so taki, čist njiha. Te manjši bendi, klubski, to, kar igra v Sloveniji, večinoma lahko se slikamo. Kako pa naši bendi, recimo slovenski? Nobenih problemov. Ni komplicirano. Ne. Mislim, v Sloveniji se poznamo več a manj in če napišeš en mail, da bi rad slikal, so vsi zelo veseli in te podprejo pri temu in so veseli prisotnosti fotografov. Seveda si pa zaželijo tudi kakšno fotko, zakaj pa ne. Bi lahko rekel, da si kdaj doživel kakšen tak koncert, prej si omenil Slaba luč, recimo, in tako, ne. Ampak, da si videl, da je, ne vem, tisti, ki je na odru, da nekaj ni, no, da nekaj ne štima, iz kjergakoli vzroka. Kako pa narediti dobro fotko? Ja, težko je to včasih. Se dogajajo take stvari.
Predvsem njih moti, če nimajo zvoka, če se ne slišijo. Takrat so zelo jezni, ne? In takrat se mi moramo znati potuhniti kot miši, ne? Zato da ga mi dodatno ne sprovociramo artista. Ne? Tako da enkrat sem videl recimo pevca kitarista Queenov, Briana Maya, na enem manjšem koncertu v Italiji, ki so ga pa fotografi zmotili, ne? Ker so imeli pa vklopljen, nam so rekli, slikate lahko pač prve 3 pesmi, nihče pa ni pomislil, da je prva ali druga pesem zelo tiha na akustično kitaro in potem 10 fotografov čepi pred njim, ki dela vsakič, ki izostrijo sliko, je zapiskal zraven, ne? Od parih fotografov. Moteče meni, moteče publiki in seveda tudi temu. Ne? In je prav rekel, ne? Zdaj pa stop, bežte. Tako. Pa ne bi pričakoval od take legende, pa očitno ga je toliko zmotilo. Meni je bilo nerodno, jaz nisem bil en med tisti, ki je piskal, ker vem, ampak jaz nisem vedel, da sem hotel pogrezniti, meni je bilo nerodno, ker je izpadlo totalno neprofesionalno. Ne? Ker gledajo nas pa seveda kot celoto. Ne? Mi smo tam fotografi, ni tistega kazanja s prsti, ti si zafrkno, ampak vsi smo celota in to lahko vpliva na to, da na naslednjem mestu fotografi ne bojo imeli dostopa do tega. Ne? Danes je zelo enostavno to rešljivo. Ne? Tako da to so te tehnične stvari, vse načtatske. Bili smo pa tudi enkrat z Ugly Kid Joe v Laškem na Pivo in cvetje festivalu, in je pa rekel, jaz sem ga vprašal, lahko slikamo normalno v backstage, je rekel, ja, pa pridite na oder, pa ne sam 3 komade slikati, ker takrat se še ugrejem, ne. In tako naprej. Ne. Tako da to je pa totalno kontra temu. Velikrat pa tudi ta pravila določajo neki menedžeri in tako naprej, in umetniki, artisti, pevci sploh ne vejo za to. Tudi to se dostikrat zgodi, ne. Pomislila sem, veš, zakaj omejijo prvi, drugi ali pa 3. komad, ker takrat itak še nisi v moodu, je res, da takrat nisi utrujen, pa verjetno zgledaš na sliki dobro, ampak ne daješ pa verjetno takrat še tizga ven. Ja, glih na koncu si verjetno ki bi ujel vse emocije in vse. Ja, se strinjam. Jaz bi to absolutno tako delal, če bi bil artist. Ne bi rekel, na začetku naredite, ker imamo lepe obleke, kostume in tako naprej. Nismo zašvicani. Na koncu je pa rastur, ne? Na koncu pa skačejo okoli na polno vsi in najboljše slike vedno pridejo običajno tam. Čeprav ni nujno, lahko tudi na začetku, odvisno. Ne moreš posplošiti. Rammsteini recimo zdaj na zadnji turneji so na koncu pustili slikati. Zadnje mislim, da 2 komada. To sem tudi že doživel, tudi pri parih drugih bendih na ta način. Ne? Je bilo čisto drugače, ker so bili neki pirotehnični šovi in skozi so vsi fotografi imeli iste fotografije in pa so premaknili to na koncu. Ne? Tako da je bilo malo drugače. Lady Gaga je tudi pustila v Zagrebu, ko je bila, mislim, 8. pa 9. komad, da se je slikalo. Take stvari. Takrat se mi zdi, da tudi publika je že malo greta, artist je noter, že bolj v flowu in se mi zdi, da Florence Welch, recimo, ona je rekla, jaz rabim en komad, da se povežem s publiko, pa vi pridite pred oder. Tako so nam direktno povedali, ta njena menedžerka, ker ona je prišla, je bila tema, je zamižala, se je povezala z ljudmi in potem po enem komadu začela delati. In je bilo super. Mislim, krasne slike, vse nam je dala, kar smo rabili, ne? Tako rečemo. Ne? A pa bi lahko rekel, ne vem, da so ženske izvajalke bolj zahtevne ali pa v drugačnem pogledu zahtevne, kot moški izvajalci ali niti ne. Niti ne. Jaz mislim, da niti ne. Pa seveda gospe, če so že mogoče v zrelih letih pazijo na svoj izgled in kako izgledajo. Ne. Mogoče večinoma jih pa moti prisotnost, sploh če je to neka nežna glasba, s kitaro, ne, Joan Baez, ne, legenda, gospa, ne vem koliko, 75 ali več let. Ona pravi, pač moti me, ne, pejte od strani, pejte dela, ne, enostavno jo dekoncentrira, ker potem mi pogledi bežijo, ne, in nima tistega stika. To glasbeniki bi verjetno bolj znali to povedati. Čeprav enih to čist nič ne moti. Ne. Jaz grem lahko prvi Radu Kreslinu na koncert, za njim lahko stopim, pa ga ne bom zmotil nič, ker je tako v svojem svetu in tako je navajen moje prisotnosti. Ne. To je pa tisti odnos, ki ga narediš z leti z nekom, ki dalj časa sodeluješ, recimo. Ne. Pa če bi te vprašala, kaj je tvoja kultna fotografija? Ali pa da rečeva, kaj je zate dobra fotka, da si ti zadovoljen z njo? Iz 2 vidikov bi to gledal, veš. Okay. Gledal bi na tisto tehnično popolnost, ki mogoče jo sam pri sebi veš, da je, pa tista, ki ima neko zgodbo, ne? Nekaj se mora zgoditi, mogoče pa ni tehnično popolna, razumeš. Teh slik je bilo ogromno, vsak tudi pevc vidi drugače sebe na sliki. Jaz bi izbral eno sliko, ali pa novinar, že ko mu daš slike,
pa mu rečeš, da izberi 4 ali pa 5 za članek, ostalo bo v galeriji, ne, kar jaz običajno rečem. On čisto drugače pol vidi to zgodbo in tle vsak pa nek svoj film, kako dojame tega artista, tako da moš pol najdeti neko drugo pot, kar se pa meni, ne vem, ne znam izpostaviti ene slike, no, jih je preveč ali pa premalo, ne vem. To morajo drugi povedati, jaz nisem tisti, ki bom povedal, a je moja slika dobra ali ne, jaz pač... Ne, zate se pa... Zame je tisto, kar dam ven, načeloma stojim za tistim vedno in ima pa vsaka svojo zgodbo, ena bolj pomembna, ena manj pomembna, vsaka ima neko emocijo prisotno, vsak glasbenik. Težko rečem, da sem bil na zelo slabem koncertu, večinoma je glasba v živo, vemo, dobra. Ne. Tudi če mogoče malo škripa, ne, je še zmeraj zanimiva za slikati, ne. Tako vedno ima neko svojo zadevo. Ne. Sigurno so momenti, kjer prvič nekaj slikaš nekega svetovnega glasbenika, kjer mogoče igra nek komad, ki si ga poslušal zraven, pa si zapomniš. Ena prvih takih slik je bil James Brown, legenda, ki je v bistvu pokazal na mene, vse to zgodbo sem že večkrat povedal, je v bistvu, on je en mesec zatem je umrl, v Zagrebu je imel koncert, to je bilo leta 2006 in praktično predzadnja slika, ki sem imel v tistem koncertu, naredil sem ujel pogled, kjer je on mene pogledal s prstom v mene pokazal, ne. Nič mi ni tista slika takrat bila, ampak pol, ko ga ni bilo več, ne, nekako se je pa nekaj zgodilo pri meni s tisto sliko, ne vem. Pol enkrat sem slikal legendo Chucka Berryja, ki je vozil Mercedes za avto. Ne, in na sliki se ne vidi, ampak on se dere unmuc spredaj, da jih pelje v kitajsko restauracijo. Ne. A veš, take zgodbe so zraven, ker vsaka slika ima nek story. Ne. Pol se je zgodila zgodba z Rolling Stonesi, z jezerom v obliki jezika blejskim, ne, z tistim mikovim prstkom in tako naprej. Tega je bilo ogromno, takih momentov. Ne. Ene so bolj zaokrožile, druge so pa mogoče malo bolj v zadju stale, pa so pripravljene za kakšen drug medij, ki se mu reče knjiga, pa bojo te zgodbe ven prišle. Je kar nekaj tega. Dobro. Zdaj si omenil glih Rolling Stones. Mick Jagger ima tvojo fotko na Facebooku še vedno? Mislim, da ja. Ja? Ja, še zmeraj, od leta 2017. Hudo. To se meni zdi neverjetno. Še zmeraj, iskreno. Kako je do tega prišlo? Oni so meni povabili k sodelovanju, preko njihove ekipe sem dobil vabilo, ali bi bil njihov uradni fotograf takrat za tisti koncert in seveda ne. Je bil ta koncert? Koncert je bil v Avstriji, v Špilbergu, na polju. Blato do kolen. Okay. Deževalo. Ja, torej bolj festival angleškega tipa. Ja, recimo, tako je. Ja, špornih, ne. Ja. V glavnem, ja, in tam se je zgodilo, jaz sem prišel tja v tisti njihov sveti backstage, ne, kjer so me z njimi pač seznanili in predtem sem že imel vsa navodila, kako, kaj, zakaj in let's go to work, ne, ko se začne koncert in pol delaš. Ne. Potem v dobri veri čim prej zrihtaš fotografije, pošleš in potem se zgodi čez nekaj dni, ne, ta objava, ne, tako, nepričakovano. Ker ne dobiš nobenega feedbacka od njih osebno, ne dobiš od PR-ca, hvala, smo dobili, super so, damo naprej. Takrat gre slike pol svoje življenje. In pol se pojavljajo občasno tam, za tako objavo, za drugo objavo. In to je v bistvu zelo, zelo lepo videti, ne, da živijo. Ne. In potem je seveda Mick Jagger objavi, slike so njegove, on je rekel lastnik teh fotografij, ker sem za njega delal, oziroma za Stonese, za skupino. In on pač to objavi in še zmeraj ima, očitno si je pač všeč, ker se ga ne vidi. Ne. to bi rekel, da je pač to je zdaj povabilo, skočite na Facebook, na profil Micka Jaggera, pa pogledajte fotko. Ne. Desno zgoraj. Tako, ja. Minimalistična slika, jaz mislim, da mu je to padlo v oči, da je minimalistična slika z nekim njegovim tipičnim gibom, ne. Moves like Jagger varianta, ne, ki jo vsi poznamo in s tistim dvignenim prstom v soju žarometov z njegovo značilno natupirano frizuro in to je on. Vsak bi ga po moje prepoznal, ki je fan Stonesov. Kakšen je bil pa občutek, ko si dobil povabilo od enega tazga benda? Tako so se roke tresle. Ja. Ja, ne, pa si profesionalc, ne, veš, da se bo nekaj zgodilo, da se nekaj dogaja in tako naprej, to je ta poslovni del, ampak ta emocionalni je pa seveda... Ta človeški me zanima, ja. Ne bom nobeno povedal, dokler nisem fertik, ne, varianta. A veš, da ne bo bad luck, ne, pa seveda toliko ur prej biti tam in tako naprej. Rezervo še imeti zraven, ne, da se ne bi zgodilo. Ja, mislim, emocije. Jaz
če po pravici povem, sem skakal od veselja, ker sem dobil to uradno, tisti mail en dan prej dokončno potrditev, ne, oziroma z tistimi končnimi navodili. Takrat pri tem človeku dvigneš to in pol te pripelje tja in tako naprej, te logistične stvari, ne. Pol veš, it's gonna happen. Ko si pa tam, je pa seveda, ok, chill out. Tam smo naredimo delo, ne, seveda, emocije bojo pa pol prišle. Ja, emocije so tudi kar mene, se zdaj le malo lotile. Ne, fajn je bilo, to je bilo, ko vidiš, pa sem bil že v družbi zvest, že pred tem, ne, pa slikal, pa vse je vedno zelo profesionalno in tudi tukaj je bilo, ne. Tukaj ne gre za nek prijateljski, bomo rekli, odnos, ampak za zelo profesionalen odnos, ker se od tebe kot fotografa pričakuje, da veš, zakaj si tam, da veš, kakšne so tvoje zadolžitve in se temu primerno obnašaš, ne. Jaz ne morem tja nositi listkov za avtograme podpisati, ne, hoditi v njihov osebni backstage, če me ne pokličejo in tako naprej. Profesionalizem pričakujejo maksimalen standard, ker če ne, pač ne dobiš več priložnosti. Ja, se vrata hitro zaprejo, ker se vemo, vrsta za ston se je dolga, ne. Ta fotografska, ne, vsak bi šel to delati. Tako da tukaj se je zgodilo in veselje absolutno in potem ta zgodba se je še pol nadaljevala. Tako da je, absolutno je, mislim, še zmeraj, ko pomisliš na ta prvi trenutek, ne, ko dobiš tisti uraden mail, ne, ali bi bil uradni fotograf rollingov, to je, se ti zvrti, se ti en tisti film v resnici, ne, koliko kilometrov, pa koliko koncertov, pa koliko ur za računalnikom, klikanja, branja, ne vem, izobraževanja in vsega tega. Koliko? To sem imela. Koliko sreče tudi v končni fazi, da prideš do tega, da si na pravem mestu v pravem času. Tudi, ja. Mora biti. Ja, nekdo gor te mara. Ja, pa koliko pravih ljudi moraš spoznati, da te predstavijo drugim ljudem, pač tako deluje ta posel, če gledajo čisto iz poslovnega vidika. Ne. To sem tudi pomislila, ko si govoril, kako so te pravzaprav izbrali, a si kdaj vprašal, mislim, jasno je, da je delo govori za tebe, a ne? Ampak a si kdaj vprašal ali pa zvedel, kaj je bil tisti argument, ki je, ne vem, prevagal tehnico na tvojo stran? Bilo je par priporočil ljudi iz posla, ne drugih fotografov, ampak ljudi iz posla. In seveda pač ugled tvojega dela. To je to. Zelo preprosto. Ali znaš ali ne znaš, ali imaš nekaj, kar začutijo ali ne. To je to. Nisem nikoli dobil, zakaj, ker po mojem niti ni bilo toliko ljudi v nekem izboru. Oni točno dobijo neko, vprašajo prave ljudi, ki se ukvarjajo s tem, ki poznajo ljudi iz mogoče tega okoliša in tako naprej. In nekdo ti pač da neko priporočilo, ne veš čisto točno kdo, od kje je prišlo, ampak ja, lahko sklepaš in potem pač oni rečejo, ok, ta je v redu, pripeljte, to je to. Okay. Če kaj ne bi bilo, bi te sred koncerta domov poslali. Če bi oni videli, da si ti prišel z nekim telefončkom, ne, bi rekel, hvala, tam so vrata, ne, uživaj na koncertu, ali pa še to ne, tako da se pričakuje. Zdaj sem pomislila, da si rekel s telefončkom, ne, kako v bistvu se ta celotna slika medijska menja, ne, z vidika tehnologije in tega. Ne. Če opazuješ mlajše kolege, opaziš kakšno razliko med, ne vem, tvojo generacijo in to mlajšo generacijo v pristopu dela, v, ne vem, izboru, ne vem. Jo. Precej. To sva se glizanč z Boštjanom, s tem kolegom novinarjem pogovarjala. Sem rekel, mi smo nekako, ogromno teh mlajših bendov sem zdaj šel tudi namenoma slikati, ne, ker me zanima ta scena, ki se razvija slovenska, ne, recimo. Ja. Od, se veš, Jokerji, Murphy, Jet Black Diamond, Watts, da ne bom še koga pozabil, ogromno imamo zdaj nekih teh mladih, ki smo jim lahko starši vsem tema, ne. Ja, ampak so vrhunski v tem, kar delajo, ne, imajo svojo publiko in znajo se promovirati, v bistvu tradicionalnih medijev ne rabijo, ne, živijo v tem svojem bablu, ki ga absolutno dobro vodijo in tudi imajo svoje fotografe, ne, ki so z njimi, ne. In jih vidiš, ja, delajo. Recimo ena taka stvar, ki mi je v oči padla, da so vsi telefonska generacija in so vsi navajeni v displej gledati. Mi, ki fotografiramo, v večini primerov gledamo čez aparat, ne? Oni vsi gledajo v displej.
Vsi gledajo čez displej slika. Ja. V čem se pa potem recimo taka fotografija razlikuje? Glih tako pride. Navajeni so tega pristopa in jim je to očitno bolj bližje. Ne vem, ne vsi, ampak sem videl takih, da na ta način delajo. Meni to ne gre, sem probal tudi na ta način to delaš takrat, ker ne dosežeš, pa moraš roko dvigati. Oni skozi to delajo, imajo eno kot svoje. Vsi zelo radi uporabljajo neke filtre, iščejo nekaj, kar je trendi. Ni več samo dovolj beleženja. Iščejo nepravilnosti. Meni se to zdi vse super fino in prav, ker iščejo svojo identiteto v fotografiji, svoj izraz, to se mi zdi fantastično. Razvijajo se na ta način. In pridejo fantastični rezultati. Imamo, kakšni naredijo take kadre, da si misliš, kako mi pa to rad, tako, se učiš od teh, zakaj pa ne? Vsak ima, jaz, ko gledam fotografije, me ne zanima, koliko je bil nekdo star, ki jo je slikal, s čem jo je slikal. Ali je dobra ali ni dobra meni, ne? Pa kakšno zgodbo mi ponuja. To je važno. Omenil si identiteto, ne? Po čem bi rekel, da je Miro znan v fotografiji? Mislim, definitivno me ljudje najbolj poznajo po koncertni fotografiji in po lovljenju teh trenutkov. Jaz težko rečem, meni je veliko ljudi rekel, jaz vem, da je to tvoja fotografija. No, to me zanima. Kaj je ne znam povedati, jaz to ne znam povedati. To je mogoče mogla anketo narediti pa vprašati. Prepoznaš med ljudmi, ki pač spremljajo to zadevo. Jaz se trudim, da artisti vedno zgledajo na teh fotografijah, da je tehnična perfekcija. Sem že slišal tudi kritiko na ta račun. Enkrat mi je ena punca rekla, tako slučajno na nekem dogodku, da moje fotografije niso všeč, ker so bile tehnično njej preveč perfektne. Pomeni kompozicijsko so štimale linije in tako naprej. V redu, super, korektna. Jaz ne mislim tako, ampak če tako vidi, zakaj pa ne? Na ta način. Tako da jaz se pa trudim, da artist gleda na njih dobro, da povejo neko zgodbo, da dajo neko širino, da mogoče navdušijo nekoga za to glasbo. Čist različno, probaš iz različnih zornih kotov. Slikaš detajl kitare, mogoče kdo tam kaj je opazil, slikaš, obleko, vse živo, kar je na glasbeniku, je lahko zanimivo za marsikoga in mu to približa na nek način. Tako nekako. Ne znam pa povedati, kaj je moj stil. Probam biti čim bolj neopazen, ne maram nekih zrežiranih slik, rad lovim trenutke. Tudi če sem na odru, ne pričakujem, da se bo pevc ali pa kitarist ali pa bo kdorkoli iz benda meni obračal, pa mi delal neki jezik kazal, pa poziral, pa tako naprej. Imam rajš tiste spontane stvari, ki se zgodijo. Pa sem fly on the wall, če se le da. In lovim njihovo komunikacijo. Jaz nočem biti tam, čeprav sem nehote, sem pač tam del odrskega prezence, vsi me vidijo, ampak jaz hočem njihove poglede. Jaz zelo rad lovim recimo med komadi, ki se oni k sebi obračajo stran od publike in če sem na odru, slikam, kako se oni nasmejejo, kako se obrišejo švic v končni fazi, kako zamenjajo kitaro, na ta način, kako med sabo signalizirajo. To so te trenutki, ki se dogajajo, ki jih mogoče iz publike sploh ne vidiš, ali pa nisi pozoren na njih. Ampak je vedno zanimivo, ker pol se kar naenkrat začnejo smejati, pa ne veš, zakaj se smejijo, ali so pa besni, če se ne slišijo dobro. To so vse momenti, ki se da iz njih zgodbo narediti. In če jih vidiš, jih imaš. In tako sliko, tako fotografijo je vedno zanimivo pogledati, ker to je točno to, kar si rekel. Tega iz publike ne vidiš. Ja. In to je tisto, kar sem na začetku rekla, a sva medva bila na istem koncertu, kje si ti to zdaj? Imaš, res je. Vse ni to fajn, v bistvu. Imaš nekaj, kar si videl, da vidiš ta kadar, pa imaš nekaj, česar se ni opazilo. To je tudi na dokumentarcih, ko gledaš glasbene koncerte, vidiš, ko so kakšni dobri režiserji, ker res kakšne detajle take noter dajo, da sploh ne pomislijo, da so noter. Dim od cigarete, blazno gost, majhen detalj, ampak za 2 sekundi vmes, tako ostar dim je, sploh nisem porajal. Tako, vse gledamo, mi smo včasih res lovimo ene take čudne detajle. Če bi kdo gledal, kam imam objektiv obrnen, takrat, ko imam več časa, bi si mislil, kaj je ta slika zdaj. Včasih slikam, vezalke, če so zanimive, ali pa nogavice, ali pa, to mi slikaš od Siddharte nohte, da vidiš, če so kakšne barve so. Se to je obvious zadeva, ampak zakaj pa ne, v končni fazi. Tudi to je del, tudi njihova podoba ali pa detalj je del
vse tega, ne, reportaže. Yes. Ni vse sam človek s kitaro, ki skače pa poje, to je obvious kader. Ne. Da. Ne. To je obrtniški kader, dolgočasen, ja. To je rečemo temu bolj obrtniški kader. Ja. A veš, Vlada Kreslina Vlado Kreslin, vsi vajo njegovo tipično pozo pred mikrofonom, ne, roka gor in klobuk in tako naprej, ampak nared Vladota Kreslina, ali pa bom drugače rekel, ne, slikaj kozovc v Sloveniji, da ni kozovc. Challenge. Ajde, kako? Ne? Ja, ne vem, kako je spravim, challenge, ne? A veš, kozovc je kozovc, sončni zahod, ne? Ne? A veš, naredi nekaj, probaj narediti something different, ne? Pa nič narobe, če na poti do tega narediš klasiko, je čisto normalno, ampak to mora biti cilj, vsaj meni je, da prideš na neke druge, pa hkrati ne zamujaš stvari, ki se zgodijo, ne? Da nujnih. A privat tudi slikaš, tako, ki si off? Tudi, ja. Tudi? S telefonom ali z aparatom? Oboje, odvisno, čisto odvisno. Včasih s telefonom, veliko večkrat s telefonom, iskreno. Okay. Že zato, ker je tehnika šla toliko naprej, da lahko. Če pa grem, kam imam pa tudi, ampak nimam mogoče toliko objektivov v sabo, kot jih imam. Imam en aparat, en objektiv in si vzamem čas. Čisto odvisno, kaj pa kako. Okay. Kaj hitro padeš, veš, v tisti delovni mood pol. No, sej, zato te sprašujem, ali odložiš delo doma, a ne? 50-50, let's say. Tako nekako. Ne moreš fotografa dati sebe, vedno si fotograf, to je full-time job. Na začetku si pogovora najnega omenil, da si pravzaprav najprej začel slikati letala. To je zgodba, ja. Pač hotel sem leteti, mulj sem bil. Ja. Ne? In hodil sem na te mitinge letalske in tam sem videl, in sem hotel priti do teh letal blizu. Ne? To je bila moja želja. In potem sem videl, da obstaja neka stvar, ki se reče akreditacija. In od tam je šlo pa naprej. Kako priti do te akreditacije? Rabiš časopis, mediji, karkoli. Ne? Ampak akreditacija ti omogoča, da si blizu letal, da slišiš, da vohaš, ne? Izpuhe, da greš v letalo, ne? In tako naprej. To je bila moja ideja. Zato sem pa začel tja hoditi, pa fehtati za te akreditacije. Takrat se je to še lažje dalo, ne? Kot začetnik popoln. Pa še na film smo slikali v tistih časih. Ja, jaz sem šel recimo, kot 18-19 let sva šla s prijateljem Blažem na letalski miting v Pariz, ne? Se reče Le Bourget, salon, največji tak salon, bomo rekli, poslovni salon letalstva, ne? Kjer se kupujejo Airbusi in Boeingi in tako naprej. Ne? A mi sva šla tja kot dva mlada junca, ker sva vedela, da bova tam dobila krasne fotografije letalske. Takrat namreč ni bilo še toliko interneta, to je bilo precej let nazaj. In enostavno sva potem šla tja s praznimi torbami in sva tam dobila 30 kil fotografij raznih letal, ki so nam jih kot prespek dali. Ne? In skozi to smo se pol približali letalstvu. Šel sem pa tja z 9 filmi za recimo cel letalski miting, 9x36. Wow. Toliko sem imel budžeta, da sem si ga lahko prvoščil takrat. Ne? Danes to narediš v koliko sekundah. Ne vem, ti povej. Nisi rekel klik, pa je narejeno. Ne, imamo 30 slik na sekundo, naredijo naši aparati danes. Ne, tako da, to je. Tako da je če treba, ne delamo na ta način. Eno je šport, drugo je koncert, ampak imaš preveč dela, pa moraš znati razmišljati zraven. Mogoče kdaj strelaš, ampak je brez veze, ker ni efekta. Ampak v glavnem, ja, takrat so bili pa drugi časi. Si šel in tako sem začel letala slikati, preko tega sem pa pač dobil dostop do letenja. Spoznal pilote, spoznal letala, oni mene spoznali in tako se je pa začela letalska zgodba odvijati. Ne? In to je bil meni dostop. Takrat si nisem mogel prvoščiti šolanja za letalstvo še in tako naprej. To sem pa kasneje naredil, ampak bil sem pa zraven. In meni je to takrat res veliko pomenilo. Se pravi, to je ena taka tvoja, da reč v navednicah, spet otroška želja, letala. Ker jaz se spomnim iz Facebook objave, ne? Oziroma mislim, da mi je Matej mož rekel, ja veš, da Miro spet dela za pilota. A veš, to je nam tako out of the blue. To je pa v bistvu tvoja zgodba. Ki je bila že kar dolgo. Oni, ki so me bolj poznali, vejo, da je to, da je bilo to. Jaz sem tudi s padalom jadralnim letel, ker je bilo to cenej. Ravno s tem prijateljem Blažem sva isto potem šla kupiti padala in sva nekako letela z teh hribov. Enkrat sva bila
toliko butla, da sva hotela iti na Ljubljanski grad in iz unga travnika pod vrhom poleteti in pristati na streliški, pa je na srečo narobe pihal, ker vprašanje, kaj bi bilo takrat, ne. Ampak pač 19 let si star in ne, pač let's do it varianta, ne. Ampak so se pol hitro naučila, kaj je dobro, pa kaj ni, pa kaj je nevaren, ne. Velikrat prestala v kakšni koruzi in tako. Spadali je bilo. Ampak je bilo pa lepo obdobje. Tako, poceni letenje, zrak, spoznavanje vseh teh stvari in kasneje po tem življenju, ko sem si lahko prvošel izpit za letalo, sem ga pač pa šel narediti. Ne. In ko si v zraku, si rekel, gledaš dol in razmišljaš. O čem? O vsem, pa v ničemer. Tako odsoten si, ampak uživaš, mislim, se to zdaj tako sliši, ampak dejansko si tam v enem bablu svojem, po eni strani moraš biti skoncentriran na to, kaj se okoli tebe dogaja, zelo po drugi strani pa sanjaš, ne. Pa gledaš svojo senco dol, ko gre, ne. Gledaš avtomobile, ki se vozijo, gledaš oblake, opazuješ, ne. Skozi si malo prisoten, ampak si tudi malo odsoten, ne. Tako, imaš te momente, ne. Imaš seveda bolj momente, ko moraš biti res koncentriran, takrat si fokusiran, vzgled, pristanek, ampak ko pa delaš krog nad nekim lepim hribom okoli oblaka, ne, ali pa uživaš v sončnem zahodu pred pristankom, ne grem še en krog naredil tle okoli Pirana. Wow. In takrat si pa daš pol, to je pa tako za dušo. Ne. In mi tudi rečemo, tudi če grem sam za 5 ali pa 10 minut leteti, je to za prevezati. Ker smo pač ljubiteljski piloti, nam to ni poklica. Ne. In uživamo v tem. Ne. Pol pa daš ta hobi letenja zraven še s fotografijo, ne, to je pa spet en drug svet. Ne. Pol pa duša cela. Ja, pol pa duša, ampak takrat pa slikaš. Ne. Takrat si sicer pilot v glavi, ampak v praksi si pa fotograf, ki usmerja druge pilote, ampak razmišljaš po pilotsko in to ti seveda pomaga. Si zraven, veš, kaj se sme, kaj se ne sme, kaj je varno, kaj ni varno in pač prek tega preneseš pa rezultata. Ne. Ampak ko letiš, takrat nisi fotograf, takrat si primarno šofer oziroma pilot. Pravimo mi, ne. Kjer del, če bi mogel izbrati vzlet ali pristanek? Ja, to je, ne vem, pristanek je bolj zahtevan, ne, v resnici, tehnično. Čeprav tudi ni, no. Mislim, ampak je, recimo. Ampak predstavlja konec tega izleta, zato recimo. Ja, po eni strani, po drugi strani pa vedno, je pa ta prilet, ne, prav, če rečemo mi temu, ne. A veš, bom dal primer v Portorož, kjer sem se jaz naučil leteti, ne, letiš nad enim hribom, pa obrneš desno čez Dragonijo in letiš nad Vinogradi, levo imaš Istro in pol pri tistem kazinoju obrneš in si že pri stezi. In je krasno, ker se skozi nekaj dogaja. In je krasna ta procedura in je užitek to početi. In pol rečeš, a bi zdaj naredil full stop, mi rečemo, a bi se ustavil ali bi naredil touch and go. Ne? To pomeni, da se priletiš, daš ponovno gas in se odlimaš in greš še en krog narediti. Sam zato, ker je fajn. Jo, se sliši, se ful tako. Ja, in je fajn, ne? Zdaj včasih tudi to narediš, ne? Če imaš čas. Ne? Sam vzlet je pa spet druga zadeva. Vzlet je pa vse v redu, ne? Ampak je do neke točke to kritična faza leta, kjer moraš biti skoncentriran, če do česa pride. In enostavno, ampak je pa poletiš v Portorožu, pogledaš levo in vidiš tiste krasne soline zvečer, ne? Ali pa 3 minute naprej si nad Piranom, ne, kjer narediš en krog in si ga 100krat že, ampak še zmeraj je dober. Koliko časa rabiš, da preletiš iz Portoroža, pa da je reč gor čist na konc? Na konc kam? Ja, Slovenije. Odvisno, mislim, to je težko reči, odvisno od letala, ampak ti recimo, če si ti to delal. Ura pa pol imaš čez, recimo, da si, ne, da narediš krog. Odvisno malo od vetra in tako, ja, ampak ne v eno smer, recimo. Okay. Tako, odvisno, ker še mereš malo okol, če sam letiš. S kakšno hitrostjo se to leti? To se leti tam recimo do 200 km/h, grejo ta letala, manjša, eno motorna, ne. Pa je pa še hitrost vetra. Zraven. Ali letiš proti vetru, ali pa letiš z vetrom v hrbet, tisti pa malo pomaga. Koliko ti pa pomaga tisti? Odvisno, koliko ga je. Čisto odvisno, če ga je 20 km, greš 20 km hitreje. Če ga je pa 50, greš pa 50. Ne. Čisto različno. Tisti proti pomeni, da pač porabiš več goriva za neko destinacijo pridati. Mi to vse načrtujemo, to ni neka spontana zadeva, ki bi sproti, ampak pogledamo, velik del priprave je pregled vremena, najbolj pomembno, ne.
poleg same te tehnične priprave in takrat mi pogledamo vreme, smeri vetra, napovedi in tako vidljivosti. To so vse stvari, ki so zelo pomembne pri letenju, kakršnem koli ljubiteljskem ali pa profesionalnem, ne. Tako da mi točno vemo, ko nekam gremo, v večini primerov vemo, kakšno je vreme na poti. Vedno pa je lahko, če so pa kakšne nevihte in tako seveda, ali sploh ne greš, ali pa se pač prilagajaš, ne, če te doleti recimo, ne, kar je pa normalno. Kaj pa je tebi osebno najbolj izzivno, recimo, ko letiš? Razmere, morda. No? Ne, tukaj ni, veš, tukaj je zelo hiter. To je že v samem procesu šolanja dojameš, pa te naučijo, da pač z vremenom se ni za igrati, vreme je višja sila in mi smo do vremena, če vremena ni, spoštljivi. Pač ostaneš na tleh in greš, da je drugič leteta, ne, to je to. Ni, ker je preveč ljudi že končalo svojo pot na ta način, da je šlo v slabo vreme leteti in niso bili šolani za letenje v slabem vremenu, niso imeli letal za letenje v slabem vremenu in so potem pač izgubili nadzor letalom in šli dol. Tako da tukaj je zelo enostavno, če vreme ni, ne greš. Če ti nisi za vreme, ne greš. Mislim, sam pri sebi se moraš postaviti mejo, tako da ni. Če vidiš, da se vreme slabša, se obrne in greš nekam drugam. Te stvari imamo mi vse načrtovane med letoma, ne? In ni izzivanja, ne bi bilo, no, načeloma. To je dosti kontrolirano vse skupaj. Mora biti, ja. Sam pri sebi se moraš kontrolirati, zato ker če se ne, potem se lahko slabo konča, ne. V letalstvu je vedno tako, da pač moraš si postaviti meje in reči, lej, tudi če je vreme na pol dobro, pa če ti kdo reče, ne grem zdaj da pivo, bom jutri letel, ko bo lepše, ne? In jutri je lepše in ni nobenih problemov več, nobene dileme, A veš, ljudje smo taki, da rinemo, ne? Da rinemo naprej in enostavno tukaj si pa mora znati mejo postaviti. To ni tako, kot z avtom, gremo na Vršič, pa če bo sneg, bomo že obrnili pol poti. Tam ne moreš obrniti, ne? Tam si kar naenkrat imaš let na krilih in kaj zdaj, ne? Ja, ne bi vedela. No, karikiram, ne, ampak ja, pač takrat je konc običajno pri teh malih letalih, ampak hočem povedati, da pač odločitev mora biti vnaprej določena, jasna in brez dvomov. In če greš, če ne greš, če ne moreš, obrneš, pristaneš, to je to. Tukaj se velik napačnih odločitev nažalost čez meri zgodi. Ampak 3 leta nazaj pa si pa doživel letalsko nesrečo, kjer je pa šlo zelo zares. Ja. Ne vem podrobnosti, ker zelo nerada, veš, grem brati o takih stvarih, ker preveč čutim, ker preveč me boli in bi te pa zdaj ob tej priliki vprašala, no, čez kaj si šel v smislu, ko si dojel, da zgubljata višino, nisi bil samo letalo, ne? Kaj gre človeku v takem trenutku čez glavo? Ti bom odgovoril najprej tako, I wish I knew, ne, ker se nič ne spomnim tega dela, ne. Jaz imam temo, ne, to je očitno travma. Ja, telo pač ščiti, ne. Najprej bom rekel, da je bila to sreča v nesreči, zato ker sem danes še lahko tukaj, ne. Nisem bil v vlogi pilota, bil sem v vlogi potnika in pač prišlo je do nečesa, da sva midva zaradi pač prbila v tla, po domač povedano. Šlo je pa za starejše letalo, iz sredine 50-ih obnovljeno šolsko vojaško letalo z tistih časov, s tem velikim propelerjem. In in to letalo pač, kaj je bilo, ne vem, spomnim se ne, ampak verjetno je pač prišlo do nekega manevra, ki ni bil izpeljan na nek način pravilno, prišlo do neke motnje, da smo mi dopol prbila na tla. To je to. Z kakšne višine sta preletela? Nekih 300 na uro, po moje, ali pa še malo več. To je bilo, ampak ni bilo to zdaj tako, ne, če ne bi bilo več tle, ampak je bilo verjetno z manjšim kotom. Jaz sem pa letel po luftu, po pripovedovanjih me je odbilo in tako naprej in bil vas opečen, polomljen večkratno in tako v bistvu zelo veliko sreče sem imel, da sem prišel, da so reševalci bili zelo hitro tam, da sem bil v dobri telesni kondiciji, da je moje telo to zdržalo, predvsem potem kasneje, kar se tiče opekline in okrevanja.
Ja, in v bistvu se je vse poklapalo. No, tako. Moje šanse po zdravniških zagotovilih so bile negativne za preživetje, tako da niso vedeli, pol po 10-14 dnevih se je pa že vse skupaj stabiliziralo in so rekli, ok, zgleda, da bo spelo, ne, tako na ta način. Jaz pa edino, kar se spomnim, so neke silhuete nad mano, ki se pogovarjajo, pa me sprašujejo, kako mi je ime. Jaz sem jim po angleščini odgovarjal. Zanimivo, ne? Kako možgani delajo takrat. In pa je v normalni angleščini sem pač povedal, kdo sem, kaj sem. Ne? Vprašal sem, kaj se je zgodilo za pilotom in tako naprej. Te stvari. Očitno sem se zavedal, ampak spomnim se pa tega čist nič. Ne? Tema. Kje sta... To se je zgodilo na Češkem. Nad Češko, se pravi, leteli smo iz Poljske, kjer je bil letalski miting, kjer sem jaz delal. Smo leteli potem domov v Salzburg, kjer je baza teh letal in to je bila ferry flight, mi rečemo temu, pač pot domov, no, po domač povedan. Transport. In ja, na pol poti recimo temu se je to zgodilo. 21. junija. Tako da takrat je pol medena drevesa na Češkem, taki lepi češki valoviti pokrajini. Kasneje sem šel pogledat, seveda, že večkrat tja gor, ker me je zanimalo. Miro, v čem si razmišljal potem v času okrevanja? Prva stvar, ki se jo spomnim, ko so mi dvignili tiste rulete v bolnici v Pragi, ne? Tam so me sestavili nazaj, te izjemni zdravniki in ekipe, ki so bili tam. To je res neverjetno, kaj so oni uspeli to popraviti, pa kaj vse znana moderna medicina, ne? Če imaš malo sreče. Prva stvar je, sem videl reševalni helikopter. To je bila prva stvar, ko jaz hočem leteti tega. Res. Predtem so me zelo čuvali, jaz sem bil 6 tednov v komi, na močnih teh pomirjevalih, ne vem kaj vse sem imel v sebi noter in sem haluciniral in tako naprej. To je bilo vse žive sanje, ne? Od tega, da me italijanska mafija ugrabila. Ja, to se mi je sanjalo, da me italijanska mafija ugrabila in potem se je pač Pop TV takrat pogajal za mene z mafijo in jaz sem verjetno videl, kako oni slikajo moje poškodbe in opekline in sem mislil, da me slikajo za dokaze in da sestre nosijo denar v kavčkih in take neumne bizarnosti. Nek profesor je bil tam, ki se je pogovarjal in je bil iz tistega Casa de Papel nadaljevanke na Netflixu. Take stvari so se meni takrat sanjale, čist nepovezano, ne vem, je to bilo enkratno, ne znaš oceniti, ne, ampak tudi nisem edini, tudi pol sem slišal, da je Golob, ki je bil v komi, ne, pisatelj, on je sanjal, da je, mislim, da v prvi vojni se boril, ne, tako da to je pogosto, ker možgani takrat procesirajo nekaj po svoje, pa zadeti so od teh opijatov, ne. Tako da ja, potem so me pa iz te kome pač vzeli ven, ne, in takrat se je pa začel pol, ne. Prvo vprašanje je bilo, če vem, kaj se je zgodilo od zdravnika. To se spomnim. Ne vem, zakaj sem ga klical doktor Jež, čeprav se piše doktor Bakalar, ne, ampak sem klical doktor Jež, you are a legend, sem mu rekel, ne, bil sem pač pod vplivom, ne, do raznih, ne, morfijev, ne vem, kaj še vse so, takrat mi šprica ložilo. Gledal sem olimpijske igre v češčini, pa nisem vedel. Da so v češčini ali da so olimpijske igre? Tako bizarne stvari so bile v glavnem. Ja. Nisem vedel, da so naši kakšne medalje dobili, pa so jih 5. Ne. Ko sem prišel v Slovenijo, sem blek na zdravnici tam na letališču, ko so me z rešilcem počakali, da sem gledal, se pa ste videli, da smo bili dobri. Sem rekel, ne, sam češke so kazali. Ne. Tako čudno gledali, mislil, da sem še malo odsoten. Ne. Tako, no, imel sem pa čas za razmišljati pol, ker sem dojel, kaj se je zgodilo, pa česa ne moram, ne. Čeprav sem ležal takrat, a veš, ko si ti na unih močnih tabletah, je tak spiš pol časa, veš, ampak pol, ko se je začel, pol, ko so bili klici domačih, pa tako, veš, pol so se začele stvari, pa sem se začel zavedati, ne, kaj je, pa pol še prišel en drug zdravnik, doktor Zajček, in je povedal pač, kaj je bilo in tako naprej. In ta je bil, res se piše Zajček. Ja, dele sem se malo nasmehal, ti imaš Ježa pa Zajčka, dobro? Ta je bil doktor Zajček, ta je bil ta prav. Okay. Ta je bil glavni kirurg, v glavnem je napol povedal, kaj se je zgodilo in kakšen je plan naprej. Vprašal me, če želim iti domov, ne? Seveda, kaj ne tle delam, ne. Rekel, ja, se vam rihtamo zdaj prevoz, vam vaši rihtajo prevoz, takrat je bilo ogromno logistike, prijatelj Urban je to v ozadju urejal skupaj z mojo družino. Tako da tukaj so pol, ja. Pa se je zgodilo pač prevoz in potem se je začela ta pot okrevanja. Imel sem pa skozi v glavi ta pozitiven vibe, pa veš,
tako, nisem jaz to, kaj se je zdaj to zgodilo, ne morem. Zakaj jaz ne? Zakaj? Ja. Nisem, mislim, res nisem, v tistem času nikoli nisem na ta način pomislil, pa ne blefiram, ampak res nisem. Ker sem hotel, čim prej sem hotel, jaz sem sam sprašal, kdaj bom lahko hodil, koliko moram narediti, ker nimate mišice atrofirale. Ok, koliko časa, kdaj, ne? Dajmo probati. Pa si se pa vstal z posle, pa se ti je zvrtel v sekundi, pa si videl reality, ne? Kaj ne moreš, da je tukaj pač dolga pot in počas, ne. Pa se je zgodil ta prevoz iz Prage z letalom, z reševalnim letalom, tako da poslo te gor naložijo. Private jet, ne, Wow. tako private jet upel. Ampak v posli pa sem rekel, da me okolo obrne, da sem videl kabino, prosil sem, če mi dajo slušalke, da poslušam komunikacijo pilotov z kontrolo letenja, to, kar pač normalno počneš, ne. In mi je bilo super. So ti ugodili? So mi, ja. Coca-Cola so mi prinesli, bombončke, tako, čist, ker so tudi spremljali, veš, na ta način te oni spremljajo, da vidijo tvoje počutje, tvoje reakcije, merijo ti vitalne znake, saturacijo, pritisk in tako naprej, trip, tako da vidijo, kako prenašaš te zadeve. Tudi takrat, malo pred ukrcanjem na to letalo, sem prvič tudi videl fotografije z kraja nesreče, ki so bile v medijih, pač tisto z pločevino, zmečkano od letala, kar je ostalo. In me je ti zdravnik, ki me je spremljal iz bolnice do letališča, me je vprašal, če res želim to videti. Ne? Letalo je namreč zamujalo 1 uro ali nekaj takega je bilo zamude in smo pa čakali tam na tistem parkiranju dobesedno tam zraven in takrat mi je to pokazal. Rekel, hočeš res videti? Sem rekel, ja, pokaž, ne. Pa, no in tudi trzno nisem na tist, po moje je bila še neka ta barijera, ne. To se je pol kasneje, se je malo začel to, malo drugače sem začel kasneje to dojemati v bistvu, ne. Pol, ko daš malo te zdravila ven iz sebe, pol počas prideš, to v Ljubljani, tle v Soči, ki sem bil na rehabilitaciji, ne. Takrat imaš veliko več časa. Koliko časa je bilo fizično okrevanje? Fizično okrevanje je bilo, se pravi, rečemo, domov so me poslali iz tistega polnega bivanja v bolnici, so me poslali, pa v Soči, čez družem so me poslali recimo v prvi polovici novembra, se pravi od konca junija do novembra. Takrat sem z berglami odkorakal ven. Bil sem sposoben zase skrbeti. Po me pa čakali 2 leti, 3-krat na teden fizioterapiji in podobnih stvari. Bazen, fizioterapija, vse pač, kar ti oni tam predpišejo. Najprej 3-krat, pol 2-krat na teden, pa pol če proba seveda čim več sam narediti, ne, tako nekako. In to je bilo skoraj 2 let pa pol, recimo, je bilo kar aktivno tega dela. Koliko ti je bil pa pri tem v pomoč, recimo, Facebook, pa te družbeni mediji, ker vsem je to kar dolgotrajno, ne? Si kar dost izoliran na nek način. Ja, je bil kar zoporen občutek na začetku, ko sem prišel, 1 mesec sem bil na začetku, sprav celega avgusta, takrat sem bil na intenzivi, na opeklinski intenzivi v UKC-ju in takrat ne moreš nič sama, veš, ne moreš na WC, nič ne moreš in si odvisen 100% od te zdravniške ekipe, sester, ki ti pomagajo pa vsemu, ne moreš žlice držati v roki, nič ne moreš, ker nimaš mišic, nič. Ampak sem pa laptop prosil, da mi prinesejo moj, ne, v domači in nekako sem uspel z eno roko malo tipkati, no. Tako da takrat sem pol tisto prvo objavo naredil na Facebooku, pol se je usulo, ne, in to, veš, to ti da res v tistem momentu, ti da blazno energijo, ne, čutiš, kakorkoli se sliši. Kad bi vprašal glasbenika, veš, kaj stoji, pa 20,000 ljudi dihne v njega, začutiš, ne, nekako tako sem se počutil. Je bil ta feeling prisoten, in me je bilo super in hkrati obiski niso bili mogoči, vsi so seveda hoteli priti zaradi teh covidov in tega, ne, plus to, da je bila to intenziva, ker je bilo še bolj, ne, omejeno in nekaj časa sem enega cimra, ker sva nažigala, sva se šla DJ-je drugmu, ne, on je prišel na operacijo, nek ropalni kanal popraviti, nič posebnega, ali nekaj tacga in je tam ležal par dni in sva nažigala pol drugmu glasbo, on meni Balkan rock, jaz pa njemu vse ostalo, so imeli te DJ-ske variante, ne, tako, tiste je bilo zelo zabavno, ne. Pol v Soči je bilo vrhunsko, tam sem želel bolj komuniciral, sem imel krasne cimre in debate in smeh in tako naprej, ful pomaga vse to oni vejo, ne, in te v bistvu dajo pol med take, da nisi nekdo mojih let, da ni z nekom, ki je 80, 85, pa dementen tam, ker ne njemu, ne tebi to ne koristi, ne, in pol dajo tako malo približen enake ljudi skupaj. In je bilo krasno, ker smo se režali
In Cimbra smo imeli, ki je hotel gledati sam na kanalu te hude streljačine filme, ne. Mi dva z drugim ciljem smo ga pa zezali, da mora film tedna na RTV Slovenija gledati. Njega to sploh ni zanimalo, ne. Starejši gospod že, ne. In je rekel, ne, te vaši nemški filmi o violinah me ne zanimajo, ne. Tako take štose smo imeli, fuzbal gledali, tako luštno je bilo in to ti pomaga. Hkrati pa vsa komunikacija na socialu, ja, absolutno, ne. Mogoče mi je žal, da nisem več takrat dal teh nekih storijev in tega, ne. Predvsem iz namenom, da bi spodbujal še druge ljudi, ker ful veliko ljudi se mi je javljalo, da jim pozitiva, te messagi, par objav, ki sem se učil hoditi in to, da jih je to pri njihovih težavah spodbudilo. No, tako. Res, to je bilo, takoj sem 20 takih messagev sem dobil, javljali so mi par ljudi, ki so imeli tudi podobne upeklinske nesreče iz tujine, tako da pol smo debatirali s temi ljudmi, tako da veš, vidiš, da lahko tudi nekaj daš, ne samo da dobiš, to je bila osnovna ideja, no, tako, in pa sem pač prek tega, pa everyday komunikacija, pa je bila že ful lažje, veš, ko greš, tudi obiski so bili že malo možni na koncu, pa za vikende smo lahko domov hodili pol, ne, tako govorim, kaj je zapornik, zdaj, ja, ne. Ampak ne, heca se. Ampak te vikendi so bili zlata vredni, veš, ko si šel lahko od petka popoldne do recimo nedelje zvečer do 6 si imel, da si lahko bil doma, pa te je prišel takrat čez vozičkom iskati avto, te pelo pa sem bil doma recimo v hiši od staršev tam in pa so ljudje lahko tja prišli, ne. In je bilo super, ker so ti dnevi minili, pogovarjal si se lahko, pač ogromno enih stvari se je takrat lahko zgodilo, ne. Imaš šel ven na zrak, si zadihal, odmislil in se pripravil za tisti ritem terapevtskega tedna. To je bilo pa tudi super. Meni je bilo nikoli dolg čas tam v bolnici, iskreno povedano, vedno smo se imeli fajn, najdel sem si ali za brat, ali sem bil skonektan, ali smo gledali, ogromno sem glasbe preposlušal, slušalke, itak moraš imeti, ker tam vedno kdo spi zraven, in tudi utrujen si, rabiš čas za počitek, po teh dopoldne par ur rehabilitacije, popoldne par ur, ne, in te zmatra, takrat je telo zelo šibko, ne. In moraš ogromno jesti in ogromno počivati. Miro, bi rekel, da te je v bistvu ta tvoj pozitiven mindset, ta, ki si omenil, kaj moram narediti, da bom lahko, ne vem, da bom lahko to, ne? Da je to tisto, kar te je potegnil in ven in naprej. Jaz upam, da me je, ja. Mislim, da me je, sem prepričan. Res ni bilo dvomov, da jaz sem skozi govoril, gremo. In tudi, ko sva s terapevtko delala z Andrejo, ko sva hodila, pa z Denko, ki mi je imela delovno terapijo, roke, masaže in te stvari, sem rekel, deva še malo. Včasih sem tudi malo jamral, pa rekel, daj ne jamri, ne. Stisen, ne, se splača, ne. Vse rabiš, ne. Imel sem pa, da vsak dan moram en korak več narediti, to sem si rekel, ne. Ali pa eno stvar prvič narediti, kaj prejšnji dan nisem. To je bila neka taka mantra, ki sem si jo dal v glavo in sem rekel, bom probo, ne. Če sem naredil, ne vem, 5 kilometrov na kolesu, tistem terapevtskem sem hotel naslednji dan več narediti. Tako sem se spodbujal nekako, ne. Pa druge sem pa že tam probal spodbujati. Daj še malo, daj še to, veš. Tako, probaš. Tako, in to te nese naprej, to ti da energijo, to te umakne, da nimaš onih temnih, ne, momentov, ki seveda so, ne, ampak da jih imaš manj, ne. Ampak da ostaješ overall, ostaješ na te pravi strani in da napreduješ, ne. Jaz mislim, da je to pomagal vsem. Videl sem primere, ko ljudje tega tam niso imeli, ne, in jim je bilo zelo težko, ne, in so se obremenjevali, ampak čas pol, ne, te stvari poštima. Čas, pravi, ne moraš hitro poštimati, ampak s časom se te stvari izboljšajo in ko vidiš, da je napredek, ti da to spet novo energijo, ne. In tako naprej. Tako da moraš si pa govoriti in imeti pogovor. Jaz nisem držal. In tudi od prvega dneva, ko sem začel pa ogromno, pač delam v medijih in so me ljudje poznali in klicali in tudi zato sem dal intervjuje in sem se o tem pogovarjal, ker sem hotel, da grejo te stvari ven. In iz mene je bila to terapija, mi je še zmeraj in tudi mogoče komu drugmu dati nek good positive vibe, ne, da it's not that bad, ne. Da se, ne. Mislim, to mi je odlično vodilo za vse v življenju, se mi zdi, ne, da si vsak dan daš en izziv, danes bom pa tole, kar odlašam, ali pa ne vem, danes bom če le pa... gre. Sej ne gre vsak dan, ne moreš, nismo stroji. Ampak že to, da pomisliš na to, da se mi zdi, da je to pač res edina pot k napredku, ker če si ne daješ nekih takih izzivov, se hitro zaciklaš, ne. Jaz mislim, da moramo tako funkcionirati, ne. To pomaga, to ti da energijo,
ne vem, umaknete od tistih skrbi, ki ti jih to prenese, a veš. Če jaz vem, da me vsak dan nekaj boli, ne, pa če to odmislim, potem me ne boli več, čeprav me boli. Ne. In se mora znati prepričati v to zadevo in potem greš, neseš naprej. Ne, res nisem maral tega negativizma. Vse pridejo taki momenti, ki te mal potegne, ampak se probaš zbrcati ven, ne. Se da. Vse se da. Omenil si, da seveda, da pridejo trenutki teme, ne? Zdaj, fizično si okreval po eni poti, ne? Kaj pa psihično? Ker to si predstavljam, da je grozljiva travma, ne? Je. Kako si se s tem soočal? Ogromno enega pogovora. Ogromno pogovora, razmišljanja, absolutno sam pri sebi, pogovora tudi z ljudmi, ki so mogoče imeli že kakšne travmatične izkušnje, tudi s temi, ki so se javili, kako so oni dali to čez. Ampak pogovor, pa mogoče narediti iz te resne situacije malo manj neresno situacijo. Pa ne zdaj to potlačiti, ampak sam reči, sej smo tle, sej še zmeraj bilo slabš ta varianta. Meni je to pomagalo. Ampak videl sem pa, da dalj je bila nesreča stran po letih, več se je pa teh drugih problemov začel pojavljati, ne, psihičnih. Ne. Več si pomislil na to. Ne. Prej si odmislil, si rekel, se je zgodilo, gremo naprej. Zdaj si pa, 2 leti pa pol nazaj si pa začel, kaj pa če to mogoče zdaj bom imel probleme s hojo na ta način. Veš, takrat si mislil, kar je, malo šepam, me boli. Zdaj pa malo drugače gledaš na to, ampak hitro pol se vrneš nazaj, veš, pa si rečeš, ne, tako je, fizično moraš biti aktiven, delaj, ne obupaj, pač to zdravljenje ni v resnici nikoli končano po takih poškodbah, ne, vedno. In tudi vsak dan, ko vstaneš, te vse boli, ne, to je normalno, ne, in pač te zateguje koža od opeklin, te bolijo kolena, te ne vem, kaj drugega stiska in je, valjda, da te to pritisne, ne? Ampak moraš znati odmisliti to stran, pa si reči, danes me ne bo bolel, tukaj sem, to lahko, skrbim zase, avto lahko vozim, nič mi ni hudega, na koncerte lahko hodim, letim lahko, nič mi ne manjka v resnici. Jaz zmanjšujem realnost tega s tem, da si to tako govorim, razumeš, da si povem, ne? Pa nočem se nobenemu smiliti, nočem nobene te, veš, ti si, ne vem, potapkati, pa vsak ti dobro želi, ampak ne, tudi vsakmu z veseljem povem, kaj je bilo, zato ne, dam to še enkrat iz sebe in vse to eni pravi, da s tem, ko ponavljaš, da govoriš o nesreči, da zmanjšuješ relevantnost tega. Ne. Se je po tej nesreči kaj spremenilo tvoje razmišljanje, ne vem, o življenju, ali pa da kakšne stvari drugače vidiš? Jaz mislim, da ja. Mir sem začel, uživati sem začel v miru. Prej sem skozi mogel imeti v nekem džumbusu. Še sem skozi tam, da se je dogajalo. Zdaj sem pa, manjka mi, če nimam miru, če nimam svojega miru, če nimam tišine, če nimam, ne vem, to sem opazil, recimo, ena taka stvar. Zato sem pa tudi ene korake v to smer naredil, da imam okoli sebe tudi več miru in več tišine, da nisem stalno v nekem centru mesta in tako naprej. In mi to ful paše in mi to ful pomaga. Narava, tukaj moram še malo narediti, ker nisem mogel dosti, pogrešam recimo kolesarjenje, smučanje, verjetno več ne bom mogel zaradi kolena, ne, ampak kolesariti bom pa zdaj lahko počasi spet začel, ker se je tudi koliko toliko stabiliziral, da lahko premikam v pravo smer, ne, in to so meni stvari, ki mi pomagajo. Ne. Tako, veš, tako pravijo, moraš iti v gozd, da ga slišiš. Ne. Na ta način, čim bolj odsotnost. Tudi zgodaj zjutraj sem začel vstajati, recimo, lažje, ker sem bil prej totalno, ne, pred 11. sem bil neuporaben. Ne. Ja, ker ste imeli nočne, ne? Ja, seveda, zdaj pa se kar zbudim, ne. Ja. Ne vem, 100 leta, ali je to posledica tega. Mislim, da kar malo boje. Emšo, ne. Ampak ja, tako, veš, ene stvari normalno, da se spremenijo, ene se zavedaš, da so se, za ene pa verjetno se niti ne. Pa pridejo s časom. Ne. Tako da, ampak overall pa, jaz mislim, da sem miro kot miro, tako kot sem rekel na začetku. To je to. Koliko kože si imel pečene? Jaz sem imel pečene, tretji nivo peklin se reče temu, to pomeni do konca. Sem imel pečeno od tukaj do rok, obe roki praktično od rame navzdol, pa koliko je to, 40%, mislim, da oni rečejo temu, ne. Se pravi, in tukaj nad koleni pa do gležnjev.
pa še malo po obrazu, pa malo po hrbtu, pa tako pa malo po trebuhu. To so bile te ampak največje pekline so bile noge, roke. Tukaj so bile najglobije. In en kup zlomov. In en kup zlomov si predstavljam. Ja, če greva na poškodbe, lahko naštevam. Ja. Začel se je s koleni, z odprtimi koleni, pogačice potrgane, križne vezi so za čuda ostale cele, kar je unbelievable. Ne. In je sreča, da lahko danes bolj normalno hodim. Kolk, oziroma medenica zdrobljena, notrne krvavitve v črevesju, ta neka glavna žila, prsnica, vretenco zlomljeno, spet sreča, da ni bilo, da ni bilo bolj zlomljeno, kot je bilo, odprti zlom leve roke, prsti neki polomljeni in tako naprej. To so bile te glavne zadeve. Mislim, brutalno je bilo zlomljeno. Brutalno je tudi slišati. Ja, vse je bilo. Jaz tudi pol, ko sem videl te slike, to je masakr. Ampak ja, bil sem pa v kosu, tako da sem imel srečo. Da ni bilo recimo, da ni bil hrbet polomljen do konca, pol se stvari drugače obrnejo. Ne. Si želel videti slike? Ja, sem. Eno leto, rečemo temu prvi obletnici nesreče, sem šel v Prago, v bolnico, se zahvaliti zdravnikom, sestram, vsem osebju, ki je tam, strežnicam, strežnikom. In takrat sem šel, so mi pokazali vse, kje sem bil, v katerih sobah, seveda tiste intenzive, se veš, se nič ne spomniš. Spomnim pa se te moje sobe, v kateri sem bil večino časa, številka 4. In potem zraven je bila pa soba za zdravnike in je bila ta ena izmed teh kirurgin, ki me je tudi operirala in sem rekel, da ja, sem jaz vsest, jaz bi te slikce videl. Ne. In mi je pokazala. Mi je pokazala te slikce iz operacije, to je pač krvavo, veš, kad ti oni kožo postrgajo dol. Ne bom zdaj tako šel v detalje, da ne, prosim. Slabo, ampak pač, se veš, operacije so vedno masakr, če jih tako pogledaš, tudi če so lažje, pač krvavo rdeč. In ja, to sem hotel videti, me je vprašala eno parka, če res želim, in tako, in so me zelo opazovali, da ne bi kaj skrb zlezel. In potem še mi je pa še ta doktor Zajčak mi pa dal še tiste slike, oni rečejo temu Zero Day, pač arrival slike, ki te poslikajo na prihodu na mizo, ko zgledaš grozno, tako da imam spravljene in jih pokažem komu privat, če jih hoče videti, zato da povem, kaj se je zgodilo. In ko si gledal te slike, si se, bom rekla, disconnectal od tega, kar čutiš, si gledal samo z glavo, ali si upal vklopiti? Ja in ne, to čustva, ja. Mislim, tako predvsem sem se začel zelo zavedati, ali pa vsakič, ki jih pogledam, se začne zavedati, kakšno srečo sem imel. Sama ta kri pa to me ne. Ampak predvsem sem se začel zavedati, kakšno srečo sem imel, ker sem vse to prespal, sem se zbudil in je bilo že ful veliko zaceljenega, tako da tistega bolečina, veš, tistega prvega zlomljenih kosti in tega nisem čutil na srečo, verjetno podzavestno sem, ampak fizično se ne spomnim tega in sem rekel, kakšno srečo sem imel, da sem dobil take zdravnike. Vsakeč, ko to pogledam, si to rečem in to vedno. In ko doktori povejo, da v bistvu moje šanse so bile zelo slabe in negativne, takrat se mi malo glas zatrese, bi rekel. Absolutno. In vsako sveda leto v obletnici pomisliš, probam ne pomisliti vsak dan na to, ampak pomisliš, se veš, ti ujde ti vedno misel tja. Prav rekel sem si, ne želim več se spominjati teh obletnic in tega, ampak to je to globoko v tebi in da vedno zaznamuje, ampak nočem pa tega poudarjati. Nočem, da me to definira za celo življenje. Čeprav me bo, ampak nočem, da me. Kateri rojstni dan praznuješ pa? Prvi, drugi? Oba. Ja. Unga vedno manj, tega vedno več. Ja, se zavem vsako leto, konec junija se zavem, da pač je vsak dan podarjen in da je treba ga izkoristiti. Sej temu primerno tudi delam in ravnam. Malo sem spremenil, malo bolj na sebe gledam, se mi zdi zdaj v tem trenutku. Tako da, kako pa vidiš čez oko kamere drugače? Si na kakšne druge stvari pozoren? Pri tistem obrtniškem delu ne. Pri tistem obrtniškem delu prav gotovo ne. Čeprav me fizično mogoče neko hitro premikanje malo omejuje. Ne moram šprintati, kot sem včasih, pa zelo težko počepnem na kolena. Ampak pri tistem umetniškem pa mogoče,
čas me malo odnese, pa kaj malo tako dalj časa gledam, pa malo sanjam. Ne vem, tako sem za sebe opazil. No, tako. Imam ene take. Drugače pa ne zdi se mi, da sem se prav veliko spremenil, kar se tega tiče. No, tako. Vedno je, to se mi zdi, da je tako, kot sem prej rekel, da sem po nesreči v angleščini govoril, to imaš v sebi in možgani to sprocesirajo, kot da tisto drugo ne obstaja, ne. Ko si tam, se koncert začne in takrat Miro, fotograf pride, ne glede na to, da malo šepa. Še zadnje vprašanje naj čaka. Kater trenutek v življenju bi želel v celoti podoživeti, tako, kot je bil? A mora biti samo en? Po želji. Težko rečem, iskreno ti bom povedal, težko rečem. Zelo lep moment je bil, ko sem šel ven iz bolnice, ker sem vedel, da bo vse v redu. In mi je bilo krasno. Ker sem vedel, ok, sta hudga, sem ven, ampak daleč od konca. Tega se ne želim več na ta način podoživeti, ampak želim si pa ta občutek svobode doživeti še enkrat. Ok, tukaj sem, živim, diham, gremo dalje. To je tisto, kar mi je zelo ostalo. Ja, pa še Kita Richardsa bi enkrat spoznal. Še enkrat bi ga spoznal. Ja. To moram pač Rowlinge dodati, ker to je bilo res nekaj posebnega. Tako da ja, njega bi pa še enkrat spoznal, pa bi rekel, pa mogoče bi še kaj bleknil zraven, kar takrat nisem na ta način. Miro, najlepša hvala za priložnost, da sem lahko odstrla par zavez. Ja. In hvala za pogovor. Hvala za povabilo, z veseljem.